hvala, ker si vzel čas. Z najlepšim z najlepšim veseljem. Ne? Veselje je lepo. Ne? Ja, ful cenim to. No. Zdaj, eden izmed, po moje, napisal si knjigo, ne, kako izgoreti. Po moje pa eden izmed največjih problemov teh stanj, se pravi, lahko rečemo, da je tukaj anksioznost, depresija, izgorevanje, ne, je v bistvu stigma okoli tega. Ne govorimo toliko o temu, kolikor bi mogoče morali, ne, potem pa te, ki imajo ta stanja, se počutijo mogoče malo še bolj osamljene, kolikor dejansko so. Ne, se pravi. Zakaj se to meni dogaja, to se sigurno ni nobenemu dogajalo do zdaj. Ne. Tako da zdi se mi zelo pomembno, da se o tem zdaj malo več govori, tudi po tvoji zaslugi. No. Tako da ful ti hvala, ker si imel pogumno za svojo zgodbo dodati ven. Zdi se mi, da je duševno zdravje zelo tabuizirano, da zdravje kot koncept dojemamo samo na ravni telesnega in da pač tam ni težko reči, bil sem tam in tam na tem in tem pregledu, če pa rečeš, da si šel, ne vem, na terapijo ali pa poskrbeti za svoje duševno zdravje, je pa to takoj povezano z, ne vem, s tabo je pa nekaj narobe v glavi, ne. Saj dejansko res je in predvsem moški imamo to težavo, ne, ker pač zgodovinsko smo naučeni, da smo tiho, da pogumno prenašamo stvari in tudi ta zgodovina našega tlačanstva nas sili v to, da še vedno potlačujemo. Ne. In to, kar si nekako dal za izhodišče, da pač o tem ne govorimo, da je cel koncept tega nekaj zamolčanega, je sicer skrajna točka tega našega sodobnega stanja, ker predtem se dogaja nekaj prav tako pomembnega, pa tega ne zaznamo ali pa si ne priznamo. Ne. Se pravi, da si zelo dolgo zanikamo, da je nekaj narobe, da pač stvari ne štimajo in to nekako zavijamo v ta celofan, življenje je pač takšno, kot je težko, malo moram potrpeti in potem si to prigovarjaš, olepšuješ, racionaliziraš tako dolgo, da se potem res zgodi, ne vem, depresivno stanje in da so anksioznosti v bistvu silovite, da je tesnoba nekaj, kar težko prenašaš. Pri tem pa si ne dovolimo ali pa pozabljamo, da so to zgolj naše biotehnologije, ki nam sporočajo, ne, kot tiste lučke na armaturni plošči, ko začnejo tripati, da je pač nekaj narobe in bi bilo treba narediti servis. Ne. In predvsem moški se hitro zatečemo k popravilu marsikaterega stroja, da bi se pa zatekli k popravilu svojega čustvenega ustroja, pa to zahteva res nekako skrajna občutja, res, da se razštelaš do konca in šele potem začneš ukrepati. Seveda, ko se pa potem na eni točki znajdeš v takem stanju, kot je izgorelost ali pa, ne vem, depresija in takšne stvari, pa predvsem zaradi tega, ker je to tabuizirano, nastopi silovit sram. In potem si začneš očitati ali pa se izpraševati, zakaj se je meni to zgodilo in ta sram potem to stanje samo še poglablja in zdi se ti, da moraš, ne vem, zdaj v tem obtičati do konca svojega življenja, da si vse pustil na cedilu, vključno s samim sabo in da boš zdaj pač obsojen na, ne vem, na to, kar se ti je zgodilo. Ne. V resnici je pa to, da se znebiš sramu in strahu, potem prvi korak v okrevanju. Se pravi, nekaj si načel že v teh vrednotah, ne? Zdaj me pa zanima prav za tebe konkretno. Ne? Naslov knjige je Kako izgoreti, ne? Torej, moje vprašanje bi lahko bilo, kako izgoreti? Ne? Ali pa bolj konkretno bi me zanimalo, kdo je bil Aljoša, ki je zgorel, ne? Kakšne vrednote je imel ta Aljoša, ne? Da ga je pripeljal do tega? Zdaj, vrednote so seveda nekaj zelo pomembnega v našem življenju in čeprav vsak osnovnošolski podjetniški krožek o tem uči, ne, se pravi, kako napisati poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja, ne, pa te zelo pomembne inventure v svojem življenju ne naredimo.
Vrednote so nam položene že v zibelko, kot štafetna palica se predajajo skozi rodove in pač tako smo mi nekako v osnovi opremljeni z nekim naborom vrednot, o katerih pa ne razmišljamo veliko. Ne? Pač kot otroci ravnamo tako, kot ravnajo naši starši, ne? In glas naših staršev postane naš notranji glas in nas potem nekako vodi skozi življenje. Zdaj, kar je, ne vem, v DNK-ju slovenstva nekako za izpostaviti je zagotovo vrednota dela. In delo nas je vedno ohranjalo pri življenju. Po drugi strani, če pa to tančico malo bolj odstremo, pa je delo pomembna vrednota zato, ker nam je ohranjalo vrednost. Se pravi, šele ko smo garali, smo si zatem pridelali dovolj vrednosti v lastnih očeh, da smo z njo upravičili svoj obstoj. In seveda to izhodišče, ne, kjer pač ti moraš vsakodnevno dati vse od sebe, iztisti zadnjo kapljico znoja, krvi in upravičiti svoj obstoj na ta način, te privede do koncepta deloholištva. Ne? In jaz sem bil deloholik in seveda v tem adrenalinskem cirkusu, ki ga oglaševanje še toliko bolj potencira in ga vsakodnevno daje na steroide, ker je pač res teh atrakcij in opravil, nalog, vznemirjanja in tudi vsakodnevnih tekmovanja in tudi vsakodnevnih dokazov, da mesarji recimo nimajo tekmovanj vsak mesec, kdo je najboljši. Se strinjam, ja. Se pravi, ja, ta vznemirljivost teh vsakodnevnih tudi uspehov in hitrih dokazov, da si uspešen, da dobro delaš, da imajo tvoje ideje učinek, te nekako zaklene v to centrifugo, o kateri potem več ne razmišljaš veliko. Ne? In moja vrednota je bila vrednota trdega dela, kar sem seveda dobil z družinskim vzorcem, z našo gostilno, tudi z tem, da pač prihajam iz kmečke družine v resnici, kjer so po obeh mojih starših nekako njuni starši upravljali z velikimi kmetijami, je pač ta res neka požrtvovalnost še bila tista, ki je moj talent, ki sem ga zelo zgodaj nekako odkril in prepoznal, potem gnala naprej. Seveda do točke, ko sem imel za to dovolj energije. Ne? Ko pa pač naenkrat dobiš družino, se poročiš, postaneš vodja vedno večjih ekip na koncu oddelka in potem seveda tudi tvoja energija ali pa pozornost, ki se naenkrat drobi na stotine nekih delov, začne pojemati in izginjati, začneš v bistvu izgorevati. Ampak v mojem primeru je bilo pomembno še neko poslovno razočaranje, ki se je vmes zgodilo in načelo to neko vrednoto zaupanja. No? In zdi se mi, da je zaupanje res ena izmed ključnih surovin za odnose. In če v odnosih ni zaupanja, se pravi, ljudje smo milijone let živeli v zelo oskih skupnostih po 10, 20, ne, se pravi, in tam je zaupanje obstajalo je timsko delo, obstajalo je sodelovanje, ki je bilo nujno za preživetje. Je pa seveda sodobni svet, kjer so v skrajni individualizem zakoličene vrednote pač prisotne na vsakem koraku, kjer je, kot si prej izpostavil, ne, tekmovanje, v bistvu vsakdanji poligon, zjutraj vstaneš in moraš z nekom tekmovati, ali za več všečkov, ali za več naklonjenosti, ali za več odobravanja. Seveda te sodobne odnose izropa zaupanja, ne? Ker v tekmovanju lahko zaupaš samo samemu sebi, ne? V tekmovanju ni zaupanja. Ne? In tudi ta, recimo, format resničnostnih šovov, se pravi ta v bistvu ameriška prisila, da se znebimo zaupanja v odnosih, ne? Ker tam pač non-stop vsi tekmujejo, nihče nikomor ne zaupa. Ne? Tudi znotraj družine, ne? Kardashian družine, tako, ne? Zagotovo, ne? Ustvarja napetost. Ne? Je to pač postalo zelo rušilno
In ko v odnosih ni zaupanja, nastaja teren za izgorelost. Ker ljudje smo v osnovi bitja, ki pač morajo biti razumljena, ki morajo pripadati, in zato je zaupanje, da pač bo nekdo poskrbel za svoj del in tvorno prispeval k celoti, k sodelovanju, je pač v naših možganih tudi biološko zelo pomemben. In če tega ni, je seveda pač teren popolnoma drugačen. Ne? Je teren, kjer tvoje prizadevanje pomeni samo prizadevanje zase. Ne? In dejansko tako razmišljamo. Ne? Kaj bom danes naredil, da bom boljši, ne? Se pravi, da se bom bolj dokazal, in kakšen bo moj izplen, ki je pa dejansko spet vrednoten zelo individualno. Ne? Zelo malo se sprašujemo, kako bom danes prispeval skupnosti, kako bom danes prispeval sosedskim odnosom, kako bom danes prispeval državi. Ne? Ampak samo sebi. In mogoče imamo nek tak sistem narejen, ker bi to spodbujal. Ne? Jaz kapitalizmu tako dostakrat rečem, da je nekak prisilni altruizem. Ne? Saj problem je pol v tej prisili. Ne? Ampak recimo ti v kapitalizmu moraš razmišljati o tem, kako boš nekomu nekaj naredil, kar on vrednoti, ne? Da ti bo on pripravljen biti plačat. Ne? Tako da s tem, ko smo v tem sistemu, naj bi pomagali tudi družbi. Ne? Potem so pa tukaj še davki. Ne? Ampak ta prisila je po moje problem. Ne? Ti si nekako kot posameznik ujet v tem kolesju. Ne? Kolesju družbe in delaš po nekih vrednotah, ki niso čist tvoje. Ne? Dejstvo je, da pač kapitalizmu vse bolj pozabljamo prišteti drugi del naše ureditve, in to je demokracija, kjer sta pač v začetku ta koncepta kakovostno ali pa dovolj kakovostno sobivala. Se pravi, dokler so imele nacionalne ustave in zakonodaje močno veljavo in dokler kapitalizem ni deloval zgolj v okviru delničarjev, ampak tudi recimo deležnikov, ne, kjer so pač imeli delavci zelo pomemben del pri razporejanju dobičkov podjetja, je to kakovostno sobivalo. Dokler v bistvu je demokracija lahko zagotavljala nek dober teren za državljansko odgovornost, sta pač lahko bila oba ta dva dela v nekem ravnovesju in ravnotežju. Zdaj, ko v bistvu, ne vem, korporativni nekako odvetniki ali pa timi odvetnikov lahko kadarkoli premagajo določila nacionalnih ustav, ne, je seveda stvar popolnoma drugačna. In kapitalizem, ki ga v bistvu vrednotimo zgolj še po doseganju in zagotavljanju učinkov in doseganju rezultatov, ki niso nikoli izprašani, ampak so tako kot sem prej govoril o družinskih vzorcih, podedovani iz preteklosti, kjer so ekonomske teorije v 70-ih letih prejšnjega stoletja pač določile 10% kvartalno rast, ne, se stvari danes začnejo sesuvati. In to zelo preprosto. Ne. Se pravi, delavci so zavezani k doseganju učinkov, ki so pač določeni, ne, zelo abstraktno, ampak po eni strani zelo natančno, in zato, da sploh lahko v tej skrajno preobremenjeni verziji kapitalizma in skrajno preobremenjenih okoljih, ne samo delovnih, ampak tudi produkcijskih in tudi surovinskih, kjer smo planet dejansko izčrpali že do skrajnosti, ne, pomeni, da lahko podjetja vse bolj vodijo le skrajno neempatični vodje. Ne? V bistvu je težko reči vodje, ker dejansko ne vodijo, ampak samo zahtevajo ali pa določajo. Ne? Se pravi, niso vodje, ampak kaj bi lahko bili? Določniki, kot sta bila včasih v neki oddaji Naočnik in Naučalnik, se spomnim iz svoje mladosti. No, ampak da ne zaidem, se pravi, neempatični vodje so zmožni iz ljudi iztisniti čisto vse in zagotoviti
te rezultate, ki so bili nekako določeni v tem zelo kratkem času. In to je zelo omejena, kratkoročna in predvsem trapasta strategija, ki ključno prispeva k epidemiji izgorelosti. Ne? In se pravi, ko so odnosi izropani spet, ideje sodelovanja, ideje prispevanja k nečemu tvornemu in so zavezani samo k ideji doseganja zelo abstraktnih rezultatov, ki predvsem služijo zelo majhnemu številu ljudi na vrhu, izginja smisel. Ne? In če se vrnemo nazaj, spet milijone let v to neko osnovno celico sobivanja v pleme, kjer pač moraš sodelovati, da preživiš, je seveda izropanost smisla v sodobnih okoljih zelo jasna in očitna. Zato, ker se ljudje pehajo za doseganje rezultatov, zato, da si peščica ljudi izplača bonuse na koncu leta, njihova nagrada za to pa je, da zgolj preživijo. In seveda, če zato, da preživiš, moraš biti nenehno na preži. In če življenje živiš nenehno na preži, ga v resnici ne moreš živeti. In tako preprosta je ta enačba in tako silovita je napačna usiljenost teh sodobnih vrednot kapitalizma, ki terja vedno več žrtev. A bi rekel, da tudi rabiš na drugi strani recimo motivacijo teh posameznikov, ki so v tem kolesju, se pravi, da grejo delavci, s tem mislim, da grejo v službo, da se strinjajo s tem, a veš kaj mislim, Se pravi, morajo imeti neko zgodbo v glavi, zakaj to delajo, Točno to. In kako misliš, da tukaj marketing nekako pride zraven v to zgodbo, Zato, ker nekako marketing more prepričati ljudi, da potrebujejo neke stvari, da v bistvu si želijo, ustvarjanje želja. Lahko imaš ti drugo definicijo, če jo imaš. Ampak to se pravi, jaz bom srečen, če si bom nekaj kupil, kar sem videl na oglasu, in zato moram biti v službi. Ali pa rabim avto, rabim stanovanje, ker rabim. Ampak zanimivo, ker v bistvu ne rabimo vsega tega. In zato gre za teren, kjer so nam pričakovanja o življenju vsiljena in to že od zelo zgodaj. Se pravi, najprej to starševsko izoblikovanje, ki nam po eni strani nekako vcepi dobre vrednote, če smo srečni in imamo to srečo v otroštvu, so to vrednote ljubezni, bližine, sodelovanja, dela. Delo je zelo pomembno, delo je zelo izpolnjujoče za naš ustroj. In potem seveda nekako nenadzorovan ali pa manj nadzorovan vstopamo v okolja drugih vsiljenih pričakovanj in vrednot, ko pač nas začne oblikovati izobraževalne inštitucije, mediji, naše širše okolje, družba in potem, politika, gospodarstvo, skratka svet kot tak oziroma ideja tega, kar naj življenje bi bilo, dejansko ni v tvojih rokah, ampak je kot, hiša iz Lego kock natančno sestavljena po načrtih in pričakovanjih drugih. In tako v bistvu veliko ljudi sploh ne pride do tega, kaj njihov smisel je ali pa kaj njihova poklicanost je, ker lepo je, da je poklic posledica tvoje poklicanosti. In živijo v ideji tega, v službo moram hoditi zato, ker zakaj? In se nikoli ne vprašajo. Zato, ker pač tako je. V resnici pa ni tako. In če ti odkrivaš pri sebi, kaj tvoj smisel je, kaj tvoja edinstvenost temu svetu prinaša, kaj v bistvu, kot je Aristotel lepo definiral, bi moral biti tvoj poklic, kjer se tvoj talent srečuje s potrebami sveta. In če si zastaviš to vprašanje, seveda dobiš popolnoma drugačno podobo, ne samo svojega poklica, ampak tudi posledično svojega življenja. In potem začneš delovati po lastnih pričakovanjih, kar jaz tudi v knjigi zelo izpostavljam. In potem se začnejo ene stvari luščiti. Če se pa ne začnejo luščiti, pa jih začneš videti v drugi luči. In se začneš spraševati, zakaj jaz rabim to pa to. In zakaj jaz rabim za to in to vzeti kredit, ki me zaveže k tej obliki nesvobode oziroma prisile, kot si prej povedal,
za 20, 30, 40 let. In me čustveno nekako odpelje na teren tesnobe, strahu in ideje, da je življenje odrekanje, garanje in nekaj, za kar te mora nenehno skrbeti. In se pravi, če začnemo pričakovanje jemati v svoje roke in tudi vedno bolj se pojavlja ta ideja minimalizma kot neke oblike življenja, ker dejansko z vprašanjem, ali to meni dodaja vrednost v moj vsak dan, se znebimo ogromno stvari, odkrijemo neko novo dimenzijo bolj svobodnega, bolj osmišljenega življenja, ki pa ni po nareku tega, moram to in to kupiti. Se pravi, to, kar kupujemo, je treba gledati v luči, da mi dejansko teh stvari ne potrebujemo, ampak potrebujemo občutek, ki nam kupovanje teh stvari ga prinese. Se pravi, neko hipno radost, veselje. Ljudje smo narejeni, da nekako to vznemirljivost novega prevajamo v pričakovanje, v dopamin, se sproža in to dejansko nam ta biološki ustroj nenehno narekuje. Ampak zgolj da zaključim to misel. Se pravi, zaradi te, tesnobe ali pa izropanosti smisla in te luknje, ki posledično nastane, in ker se ne upamo usesti v miru in o tem razmišljati, ker je to preveč strašno, se pravi, to luknjo zapolnjujemo tako, da kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo. Zapolnjujemo tako, da izvolimo politike, ki so škodljivi za nas, ampak nam spet prinašajo to vznemirljivost, ker so glasni, ker delajo traparije, ker nam sprožajo spet zdaj adrenalin, ki nas dela žive. In ko nenehno kompenziramo z v bistvu temi plastičnimi stvarmi v življenju, seveda ne živimo izpolnjenega življenja, ampak življenje, ki je nenehno ujeto v dražljaje, v pobege. Naslednjega fiksa. Ja. Točno to. Ali je biti non-stop na telefonu, ali je spiti še tretje pivo, ali je pogledati še četrto serijo na Netflixu, se pravi pobeg. Stran od tega, ja. A si lahko samo malo mikrofon daš bližje? Ne, lahko si ga kar povlečeš. Okay. Veš, kaj me zanima, zdaj, ko si načel to, rekel si te vrednote, dopamin versus serotonin, Ja. Ali pa užitek proti sreči. Kako to dvoje ti ločuješ? Ker zdaj smo se ogromno, po mojem mnenju, pogovarjali o užitku. Sprav stvari, ki ti prinašajo ta fiks dopamina. Na drugi strani imamo pa srečo, ki pa predvsem ta hormon serotonin. Tukaj pa ni tega instantnega, ni tega zadovoljstva, pa ni tega excitementa, pa tudi zelo težko si kupaš to. Tako da, kako to gledaš, ker tukaj, ko smo se osredotočili na družbo, se mi zdi, da nekako zamenjujemo ta dva. Užitek pa srečo, kar nekako enačimo. Mogoče sploh v filmih ali pa predvsem v oglaševanju se mi zdi, ker pokažemo recimo nov avto, družino noter, srečni so, v bistvu prodajamo užitek pod pretvezo sreče. Kako ti gledaš na to? Jaz mislim, da je v osnovi še en nivo, ki je nižji, in to je v bistvu pripadanje. Ljudje imamo po biološkem ustroju pač nekako potrebo po primerjanju in posnemanju zelo visoko v teh primitivnih možganih in je spet bil to preživetveni mehanizem v teh primitivnih okoljih, kjer smo pač kot otroci morali posnemati starejše in se z njimi primerjati, zato da smo razvili zdrave navade, ki so pač ohranjale preživetje. Se pravi, da nismo delali napak, smo morali posnemati in se primerjati. In ta mehanizem je tak mogočen in močen, da ga danes sploh ne prepoznamo. In refleks, da sledimo influencerjem ali pa zvezdnikom na Instagramu, seveda izhaja iz tega biološkega ustroja. Se pravi, želimo posnemati alfa predstavnike naše vrste oziroma
alfa predstavnike, o katerih obstaja konsens, da so to, da so vplivni, da so zvezdniški, da so lahko idoli. In pol nam ta isti biološki narek seveda nekako kvari življenje za tem, da hitimo biti uspešni, hitimo biti glamurozni, hitimo biti slavni, brez da bi razumeli, zakaj to sploh potrebujemo in kako dejansko do tega pridemo. Ne? Se pravi, sodobna družbeno-medijska okolja nekako idejo uspeha prikazujejo kot seveda pač danes v tej ujetosti, v takojšnje zadovolitve ni težko, ne? Kot nekaj instantnega. Ne? Se pravi, ne vidiš ti poti do tja, ampak vidiš samo posledice, ne? In ti se opremiš v svoji glavi za idejo posledic in želiš živeti po tem nareku. In seveda posledično smo zato neuspešni in nesrečni. Ne? Po eni strani se nenehno upodabljamo kot srečni, jaz temu v knjigi pravim optični optimizem. Ne? Na vseh fotografijah smo srečni, ful smo frajerski, dobro izgledamo, filtre damo gor, ne? Nenehno kuriramo, filtriramo, selekcioniramo in uprizarjamo to obliko uprizorljive, a v resnici neuresničljive sreče, ne? Ki nas potem dela nesrečne, samo zato, ker ne razumemo, da smo spet ujetniki enega mehanizma, kjer algoritmi nagrajujejo naše fotografije, ki so lepe, nasmejane, cool, in tako dobimo več teh, se pravi, odmerkov dopamina, ki pridejo z obvestili o všečkih, z obvestili o komentarjih, z obvestili o novimi followerji, sledilci, ne? In po drugi strani s tem dobimo to validacijo, ne? Da pripadamo nekemu občutek lastne vrednosti, nekako izenačimo s tem, kar imamo mi v glavi. Ne? Ja, in pač to pripadanje je res pomembno, ker nam tudi marketing to nenehno servira. Ne? In trendi niso nič drugega kot hiter recept za pripadanje. Ne? Se pravi, če se boš oblekel po nareku, ne vem, zimske mode, tokratne, ne boš naredil napake in boš lahko še naprej pripadal k temu plemenu. Se pravi, ideja, da smo izločeni iz plemena, nam je zelo strašljiva, ker naši primitivni možgani to prevajajo v idejo o tem, da bomo umrli, ne, da ne bomo preživeli. Ne. In zato je zanimivo, ker hočemo biti taki individualisti, hočemo štrleti ven, ne. Hkrati je to strašljivo za naše primitivne možgane, po drugi strani pa ful hlepimo potem. Ne. V zgornji grupi hočemo biti mogoče, ne? Odvisno, zdaj eni ne, eni hočejo biti trendsetterji, večinoma pa hočemo biti vsi srečni, zato ker se nam zdi, da je pač to nujno, ker se pač vsi uprizarjajo kot srečni, ne? Se pravi, vsi zvezdniki so lepi, nasmejani, ful dobro izgledajo, ne? In zdaj v tej šabloni posnemanja in primerjanja se mi avtomatsko, neizprašano opremimo z istimi pričakovanji do samega sebe. O moj bog, jaz moram biti tudi srečen, lep, uspešen, sicer ne smem pripadati, sicer ne smem biti srečen. Poleg tega je pa sreča zelo precenjena, ne? Zato ker je samo pač en občutek, ki mora priti kot posledica. Sreča mora priti kot posledica izpolnjenega življenja. In če na življenje gledamo kot na neko predispozicijo, da udejanimo resničnega sebe, ne, potem ravnamo precej drugače. Ne. Razumemo, da smo na svet poslani kot edinstveni, ki razpolagamo z nekim talentom, ki ga lahko z neko predanostjo, fokusom, požrtvovalnostjo, trdim delom spremenimo v nek nabor svojih veščin. In da ko razvijamo ta nabor veščin, ko se učimo, ko smo predani, potem še uspeh šele pride po tisočih urah nekega fokusa, osredotočenosti in smisla. In sreča je šele posledica tega. Ne? Mi pa srečo jemljamo kot surovino. Zjutraj spiš, zakaj nisem srečen? Ja, pač, ker ne moreš biti, ker to energijsko ni vzdržno. Mi nismo narejeni, da smo nenehno srečni. To je preveč za naš ustroj. Ne? In zato smo kot obstaja zanimiv eksperiment, kjer sta pač raziskovalca možganov laboratorijske podgane opremila z diodami in jim našla, oziroma mislim, da celo po naključju, center za užitek. Ne? In one so center za užitek sprožile tako, da so pritisnile na en gumbek. Ne? In ko so
te podgane ugotovile, mislim, da so po 70,000 na dan pritiskale ta v bistvu gumbek, nehale skrbeti za svoje mladiče. Tako močno je to. In mi dejansko nenehno z družbenimi omrežji pritiskamo na isti gumbek. Dopamin. Ne? Lažen občutek sreče. Ne? In zato pač moramo res srečo razumeti kot posledico, kot nagrado. Ne? Kot jaz pravim tudi v knjigi, da ljubezen pride kot nagrada za vlaganje v odnos. Ne? Spravi, koncept zaljubljenosti je spet biološki, ne, je zagotovilo za naše preživetje. Narava od nas zahteva, da se razmnožujemo, ne, to je njen edini fokus. Ne, in zaljubljenost služi tudi temu. Ne. Možganski kemični procesi, zaljubiš se vse, če si, ne, obstaja spolna privlačnost, okay, ne. In traja ravno toliko časa, da poskrbiš za otroka, ne, ker so rekli, tam 6 mesecev do 1 leta traja. Tako, 3 mesece, ja, da pač ne, se plod dovolj razvije daleč, da mu je omogočeno preživetje. Ne. Od tam naprej je pa ljubezen posledica trdega dela, zaupanja, vlaganja v odnos. Ne. Ljubezen ne pride kot v bistvu, ne vem, všečki na telefonu. Ne. In moraš res za njo delati. In spet, toliko ločitev, kot smo jim priča v sodobni družbi, je posledica točno tega zmotnega razumevanja naših odnosov, ne. Ker ni nobenega zaupanja, ker pač sam zato, ker se zjutraj zbudiš in ne čutiš tiste nore zaljubljenosti, ne, greš iskat nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj bolj vznemirljivega. In mi smo vsi lovci na vznemirljivost, ne, in to nas dela nesrečne. Ja, zelo zanimivo. Koliko si se pa ti pri teh vseh vrednotah v družbi, ki sva se zdaj pogovarjala, kje si se ti najdel v tem, ne? Se pravi lovljenju za srečo, ne? Jaz sem bil deloholik, ja. S tem zdaj začnem odgovarjati na tvoje drugo vprašanje. Ne? Saj zdaj sva itak že, nisva več po scenariju. Ja. Super. Jaz sem pač bil deloholik, brez da bi si to dovolil razumeti ali pa priznati. Ne? Spravi, nenehno sem opravičeval to svojo lastno vrednost, ali z količino projektov, ki sem jih uspel narediti, ali z kakovostjo, na kateri ravni, na visoki ravni, ki sem jo zagotavljal, in z nagradami, ki sem jih pač nenehno dobival. In to je bil v bistvu moj modus operandi nenehnega opravičevanja lastne vrednosti. Ne? In zanimivo je, da pač je moja babica bila nezakonski otrok in zato že od svojih malih nog tudi z strani sorodstva nekako manj vredna. Ne? Se pravi, manj vrednostni kompleks imam jaz v svojem telesu. Ne? Tudi Slovenci ga imamo zaradi naše zgodovine ali vsaj kako nam našo zgodovino predstavljajo nenehno. Ne? In potem, ko razumeš, ne, da ti določenim vzorcem ne moreš kar tako pobegniti, ne. Lahko začneš delati najprej to inventuro, da vidiš, ok, to sem jaz, to so bili moji predniki, težko, da sem jaz precej drugačen. In potem skozi to inventuro odkriješ področja delovanja, ki jih moraš nekako izboljšati. Ampak to seveda zdaj zveni tako, ok, ja, vsedel se bom popoldne pa naredil en balance sheet, kaj in kako. Se jih hlastamo po teh navodilih tudi, ne? To je tudi nekako v naši družbi, ne? Daj mi alineje, ne vem, 7 navad uspešnih ljudi, 12 stepsov, dane. Mi rabimo te alineje, kaj moram narediti konkretnega, da bom srečen ali pa karkoli. Se strinjam, tudi veliko ljudi me zdaj vpraša, daj mi povej 5 stvari, da ne bom izgorel. Ne? Ja, ne, veliko sreče s tem. Se jih da strniti, ampak se jih težko držimo, zato ker nenehno se nam dogajajo ti zdrsi, ker dokler pač ravnaš po avtomatizmih ali pa delaš neizprašano ali pa dokler te res neka skrajna bolečina, kot je izgorelost ali pa res surovo soočenje s sabo ne prisili, da ravnaš drugače, boš ravnal po teh avtomatizmih, ker je pač precej lažje. No? In pravim, ne, ta moj manj vrednostni kompleks
je bil po eni strani nekaj, kar je seveda me delo zelo uspešnega tudi. Ne? To je ta paradoks. In tudi veliko sila uspešnih ljudi v resnici ne prihaja iz recimo zelo težkih okoliščin, ker so si že v ranem otroštvu zadali biti tako uspešni, da ne bodo nikoli več ponovili ali pa dovolili biti ujetniki nekih okoliščin ali revščine ali bolečine ali česarkoli že. Ne? In potem moraš dejansko prepoznati, kateri del tvojega uspeha predstavlja pobeg. Ne? In to je pri nas težko dekodirati. Ne? Slovenci smo zelo zaradi svoje pregovorno debele kože, zaradi visokih pragov bolečin, ki smo jih skozi zgodovinsko zelo nenaklonjene okoliščine uspeli pridobiti, ne? Smo sposobni dosegati izjemen uspeh, brez da bi ga pravilno razumeli ali si ga pa dovolili na pravi način. Ne? In zato je uspeh velikokrat pobeg, zato je uspeh velikokrat zanikanje, zato tudi ko smo uspešni po vseh zunanjih kriterijih, čutimo še silovito nezadovoljstvo samim sabo, smo nesrečni in pač pri veliko ljudeh in ne vem, kvazi uspešnih posameznikih to opažam. In ne nazadnje sem bil jaz isti, ki je na skrajno visoki ravni uspeha doživel izgorelost oziroma to popolno izropanost smisla, zakaj, kako in kaj. A so bile to nagrade ali so bile to prepoznavnost? Kaj ti je v bistvu dajal te bombončke? Kaj je bil ta tvoj gumb, kakor pri teh podganah, ki si to analiziral za nazaj? Priznanje, validacija, da smeš pripadati, da moraš tolikokrat štrleti ven, da imaš v svojih očeh dovolj vrednosti, kot je moja babica ali pa moja mama nenehno delala, na njivi skuhala, takoj naslednjemu opravku, se pravi, to osnovno nespoštovanje dela njene družine je bilo tako silovito, da je morala vrednost nenehno opravičevati. In to je v bistvu ta osnovni vzorec. Ne? In zato si tudi uspeha ne dovolimo. Ali pa kar je zanimivo, da ko dosežemo nek uspeh, si ga hitimo sabotirati, ker drugi vidik tega manj vrednostnega kompleksa je to, da si mislimo, da si tega ne zaslužimo. In potem si gremo to sabotirati. Na kakšen način sabotirati? Da narediš kako traparijo. Da, mislim, to naše nezavedno, naše nezavedno pač postreže z noro fascinantnimi stvarmi. Mislim, eni pač noro uspešni naredijo preproste stvari, prevarajo svojo ženo, razpade jim družina in tak dalje. Sprav izzive si nekako sami postavljajo. Ja, eni na avtocesti se jim pokvari avto in izstopijo na napačni strani avta in jih povozi nekaj. Mislim, to so, ko greš razmišljati o tem, ali pa kako tvoje nezavedno dejansko upravlja z tvojim življenjem. Sem zdaj naštel dva skrajna primera, ampak so nenehne sabotaže. Ali pa recimo, kar sem pa še zdaj ugotovim pri sebi, da v silovitosti uspeha najprej grem iskat, kaj je narobe. Kje ni perfekt? Ja, točno to. Pa ne gre samo za perfekcionizem, ali pa recimo, ne vem, 1000 dobrih komentarjev dobim, je pa en slab. In se ukvarjam cel dan s tistim. In na ta način si onemogočamo uspeh. Ali pa imam izvrstno predavanje in se sekiram za eno stvar, ki sem jo povedal, ki je bila mogoče malo bolj pikra, kot bi si želel. Ali pa v intervjuju rečem nekaj, kar si želim, da ne. Neka pričakovanja do sebe so tako zelo enormna, da ti začne škoditi. In potem v bistvu si rečem, saj to je perfekcionizem. V resnici je pa lahko to, da nas naše nezavedno, ker je pač veliko nerazčiščenih stvari in predvsem ta ideja, veš kaj, jaz nisem dovolj vreden, Jaz nisem dovolj vreden, ker pač sem Slovenec, jaz nisem dovolj vreden, ker sem s kmetije v Prekmurju, jaz nisem dovolj vreden, ker pač je moja babica bila nezakonski otrok. In to je pač neka hrana, ki jo naše nezavedno potem prevaja v recepte za življenje. In smo nenehno nesrečni, zato ker se nam zdi, da nismo dovolj dobri. Zato je, da si
mislim, to, da si podelimo mandat, da živimo srečno življenje in se na to nenehno opominjamo vsak jutro, ko vstanemo, ne, da si dovolimo to, jaz življenju zaupam in ne, se imam fajn. Jaz tudi pač vsak dan ali se zbudim po noči z nekimi skrbmi ali ne vem, zjutraj me pač ta miselni tornado, ki ga pač vsi dobro poznamo, ne, odfrči nekam, kjer ne želim biti, ne, se pač vrnem na to izhodiščno stanje, se prav pogovarjam z svojim življenjem, kot da je to nek subjekt, ne. A ti lahko zaupam in življenje reči nazaj, seveda, ne. Ti si tu, ker si edinstven, ker pač svet potrebuje tvoje darove in ker lahko živiš izpolnjeno celovito življenje. Seveda, izpolnjeno celovito življenje pa ne pomeni, da moramo biti nenehno srečni, ne? Ampak da moramo res, ne, kot pravi pač Jung, ne, izkusiti ves ta nabor in čustev in vzponov in opacov in postati tisto, kar smo namenjeni, da postanemo, ne? Ker to pač ne postanemo v coni udobja, ampak moramo iti često, ne? In tudi moja knjiga je dejansko to, da sem šel ali pa sem bil prisiljen iti skozi zelo, zelo, zelo neudobno obdobje in področje samega sebe, da sem prišel do osnovnih spoznanj, na katerih moram zdaj trdo delati, da bom pač prišel do res nekega višjega smisla ali pa do celovitega življenja. No? In to je ta pot, ki jo potem osvetljuje ne samo ta optični optimizem ali pa všečki ali pa odobritve vseh okoli tebe, pa naj so to starši, ki ti še pri 50. letu morajo reči, ja, dobro si to naredil, da si ti pomirjen. Ali so to šefi, ki so seveda samo zgolj nadomestilo tega, ko so nas starši v otroštvu pohvalili, super si to naredil in ti si dobil te občutke, da si zadihal, ne, in ko šef reče isto ko si 40 ali 50, vredno si naredil, ne, ti to podoživljaš, ne, in tako smo ujetniki v bistvu teh pričakovanj, vsiljene pomembnosti, nujnosti, ne, in to je mogoče dobro razumeti, ne, kaj je nujno in kaj je pomembno, ne, in cel svet se vsak dan ravna samo po tem, kaj je nujno, ne, in maili imajo klicaje, ne, in besede, ki jih napišemo z velikimi črkami in tak dalje, ne. In pol se moram vprašati, k temu zdaj hitim, zdaj grem to nervozno zadovoljevati, a je to v skladu z mojimi cilji, v skladu z mojo poklicanostjo in ali je to pomembno zame. In večinoma je odgovor ne, ne. Ampak še vedno se vračamo k nujnemu. Ja. Še vedno vsi blaznimo okoli nujnega, ne pa okoli za nas pomembnega. Se je zelo zanimivo, ko se vprašajo ljudi na smrtni posli, ne? Pač vprašanje, ne? Noben ne reče, ful mi je žal, ker nisem več delal, ne? Ja, ampak takrat je bilo to nujno, da nisem odgovoril na še več mailov. Ja, vedno so tako podobne stvari, pač odnosi so, ne? Tista največja res, ne? In to imamo toliko not zakoreninjeno. Ja. Zgledaj naši vrsti, a ne, ko smo šli čez evolucijo, toliko pasalo, da smo skupaj povezani, ne? Da je ta mehanizem toliko globoko not zapečatil, ne? To povezanost pa odnose. Mislim, ni samo, da je pasalo, to je bilo nujno, da smo tudi preživeli, ne? Mislim, sej tudi niže vrste naše, ne? Se pravi, če smo se razvili iz nekih skupnih prednikov šimpanzov, ne? Oni so, recimo, ko smo začeli mi sodelovati, ne? Ko se je jezik razvil, takrat je to šlo na neko novo raven, ne? Družba se je takrat začela nekako s to prvo tehnologijo nekako povezovati, ne? Te celice so se začele povezovati, ne? Da. Mislim, pač ja, jezik je nekaj, kar je seveda v sklopu tehnologij, ki smo jih razvili, krasno orodje, ne? In nam omogoča, da, ne vem, smo umetniško dejavni, da pač smo razvili marsikaj zelo pomembnega za nas. Po drugi strani je pa seveda tudi neke vrste iluzija, ne, z katero lahko označimo stvari in te stvari naenkrat postanejo pomembne, ne. In tu se je pa mogoče, so zametki celo kapitalizma, materializma in tega, ampak da ne greva pregloboko. Veš, kaj me še zanima, ker smo o uspehu govorila. Ja. Kako pa, recimo, ti si zdaj to knjigo napisal, bestseller v Sloveniji, uspeh, ne? Kako si to dojemal zdaj, ko si šel čez to izkušnjo, pa vse to, kar so se pogovarjala, pa prej, ko si dobil druga priznanja, recimo, ali pa so to nagrade, ali pa so to všečki, kot se rekel, komentarji, ne? Kako zdaj to dojemaš, ne? Ali dobiš ta dopamin, ali ga drugače?
pač ta neka naša ožičenost možganov, ustroja je nekaj, kar ne moremo kar tako zaobiti in seveda si še vedno, pa ne ujetnik, ampak nekako se te stvari dotaknejo, ne? Se pravi, da je stvar dobro sprejeta, da dobiš pohvale, da pripadaš, ne? Da pripadaš plemenu, da je ta validacija tu, ti nekako godi in se počutiš v redu. Vsekakor sem pa v tem surovem obdobju izgorelosti naredil veliko na tem, da pač poskušam uspeh razumeti v neki siceršnji dinamiki življenja. In ta dinamika je zagotovo v neki sinusoidi, ne, kjer so sponi in paci in kjer se nasprotja pač nekako nenehno drgnejo ena ob drugo. Ne. Mi hočemo nasprotja nekako izločiti in se osredotočiti samo na tista pozitivna. Ne. Po drugi strani pa moramo razumeti, da smo v sebi tako dobri kot slabi in v bistvu se moramo nenehno odločati, katero stran bomo krepili in tudi, da si dovolimo pač ali spodrsljaje, ali da si dovolimo biti, ne vem, zavistni, ali da si dovolimo biti nekaj, kar nam sicer ali pa sklop vrednot ne dovoljuje, ne? Ker samo tako lahko s to napetostjo uravnavamo. Ne? In ta napetost med nasprotji je tudi zelo pomembna, ker jo lahko spreminjamo v ustvarjalnost. To je pač naboj za našo ustvarjalnost in jaz sem predvsem želel, da ta konflikt, ki sem ga čutil, ali pa to res izredno nihanje, ko pač si v izgorelosti, pa to surovo stanje spraviti v neko manifestacijo te napetosti skozi ustvarjalnost. No, in vesel sem, da pač je to nekaj, kar je tudi uspešno v smislu, ne vem, pridobivanja bralcev, ki jim je ta tematika pomembna za, ne vem, boljše ravnanje v vsakdanjem življenju ali pa za izogibanje izgorelosti ali pa za razmišljanje o življenju kot takem. Tako da uspeh je v bistvu tu samo posledica neke moje izkušnje in potem, kar je zelo pomembno, moje odločitve. Spravi, moja prva odločitev je bila, da sem o tem začel govoriti in pisati, zato ker sem v prvem tednu izgorelosti neuspešno in popolnoma sesut na tleh googlal za neko obliko vere ali pa za neko obliko zaupanja, da se je to nekomu zgodilo in je bil ne. In pač Google, ki težko pride za nič zadetki, je tu zelo osiromašeno postregal za čemerkoli, kar bi me lahko ohrabrilo, opogumilo ali mi pa vrnilo vero v to, da bom lahko okreval do točke, da bom spet zadovoljen sam s sabo, da bom spet uspešen, da bom lahko skrbel zase in za svojo družino. Spravi, uspeh je tu posledica vsega tega. Ne? In ko sem sprejel odločitve, in pomembno je razumeti, da so dejansko odločitve tisto, kar nas delajo, kar smo. Ne ideje, ki jih imamo v glavi, ker če se ne odločiš, da jih realiziraš, pač bodo samo ideje v tvoji glavi. Ne? In potem veliko ljudi življenje preždi dejansko na tej sicer varni razdalji, ker ustvarjanje vedno pride z strašnimi strahovi, z odgovornostjo, z bojem za samim sabo in z to neko napetostjo, da potem na smrtni postelji niso ravno zadovoljni. In če gledam na uspeh, se pravi, ki pride kot posledica spet trdega dela, je to zelo podobno z idejo uspeha, ki sem jo imel prej. Vedno sem garal za uspeh, vedno sem garal za ideje, vedno sem garal za to, da so bile izvedene na zelo visoki in kakovostni ravni. Ampak prej mi je to služilo kot v bistvu opravičevanje svojega obstoja, zdaj pa mi v bistvu je to nagrada, ker pa pač je zelo pomembno tudi za izpolnjeno življenje razumeti, da lahko pride, lahko pa ne pride. Pač zdaj jaz se počutim fajn, dobro, super je knjiga. Kaj če bi bila knjiga recimo
neuspešna. Ja, mogel bi se s tem soočiti. In zdi se mi, da A si je kaj razmišljal to o tem? nova ugotovitev. Zagotovo sem razmišljal, valjda je, ko daš nekaj od sebe in to je res iskreno, to je v drobovje iskrena izpoved, te mora biti strah, ker če te ustvarjeno ni strah, potem vanj nisi nič vložil, nisi dal nič sebe. In če ne daš nič sebe v ustvarjeno, potem ne ustvarjaš. In ta v bistvu kolut naštetega se pač vali v različne smeri. In lahko, če pač bi bilo neuspešno, bi se moral s tem znati soočiti in sprejeti to. In sprejemanje je ena izmed ključnih surovin za to, da v življenju premagujemo neka stanja. Šele ko sem se dovolj zmaltretiral, da nisem imel druge opcije, kot da sprejmem izgorelost, sem začel okrevati. Šele ko sem si dovolil razumeti, da nisem izgorel zato, ker bi bil prešibek, ampak zato, ker sem bil predolgo premočen, sem začel okrevati. In sprejemanje, recimo sprejemanje dejstev ali pa po drugi strani njegovo nasprotje, pa hkrati pomembno, odpuščanje drugim, odpuščanje sebi, ko sem si odpustil, da nisem pravočasno ukrepal, da sem bil tak trapas, da sem lahko dovolil, da se mi je to zgodilo. Je to kolesje okrevanja pognalo nazaj v to doseganje celovitosti. In celovitost recimo je tudi nekaj, kar je posledica tvojega celjenja. Tako moraš malo širše gledati na stvari. Koliko si pa kaj, ker veliko stvari, ki se pogovarjava, je nekako na vzhodu bilo že tisočletja, ful so razmišljali o tem notranjem svetu, na vzhodu. Tukaj na zahodu pa nekako zdajle probamo dohiteti to. Zelo smo bili usmerjeni navzven, na materialno, v naši zgodovini. In zdaj se ta dva svetova začneta nekako prepletati. Kako je pa pri tebi to? Ker jaz vem, da ti, a si se kaj z vzhodnjaškimi filozofijami srečal? Pa kjer so to bile? Ker vem, da delaš, treniraš že nekaj časa na Budo, japonsko borilno veščino. Koliko si se kle s temi stvarmi ukvarjal? V soočenju z nečim tako bolečim, kot je izgorelo, se seveda želiš opremiti z čim več sredstvi za spodbudo, za okrevanje. In jaz sem hlastal po literaturi z vseh vetrov, seveda pač, vzhodnjaške principe poznamo vsi že zelo dolgo, tudi so bili nekako dobro uvoženi že v 70-ih z hipiji, z Beatli, ki so začeli govoriti in peti o meditaciji. Drog je bilo zraven. Ja, dobro, to je seveda slabša dimenzija, čeprav je sodobni ekvivalent zagotovo cela industrija antidepresivov, pomirjeval in podobnega. In recimo, meni se je zdelo, zato pač sem se tudi izognil farmacevtski pomoči, da pač če nekako pridemo do tega stanja, da je narava omogočila, da se nam to zgodi, potem imamo v sebi moč in nek kapital, da se iz tega spravimo. In ko pač razmišljaš in predvsem so mi bile, zanimive ugotovitve, da dejansko ali so to mistiki, kot je Osho, ali kvantni fizik / mistik Vadim Zeland, da vsi govorijo o isti stvari v resnici, ki jo lahko zaznaš tako pri Budi, kot pri Jezusu in dejansko v vseh nekih religijah, ki govorijo o tem notranjem. Problem religije je seveda, da so ta znanja ugrabila in jih tolmačila po svoje, nekako vedno njim v interesu. Zato je treba biti nekako iskren do sebe in znati iz znanja. Tudi pač iz moje knjige. Vsak pobere nekaj, kar mu je blizu, vsak najde tudi nekaj, s čimer se ne more strinjati, in sam sem počel isto. Se pravi, drobil sem ta neka znanja ali pa spoznanja in jih dajo predvsem v svoj ustroj. Se pravi, učenje pomeni, da
ti dejansko dovoliš globoko v sebe spustiti neko informacijo in jo spremeniti v izkušnjo ali v izkustvo. Ne? Ti lahko prebereš na stotine knjig in so ti lahko mogoče neka blažitev, ne? Ampak blažitev vsebuje besedo laž. In zato do resnice prideš šele tako, da to spremeniš v neko izkustvo, v neko delovanje. Ne? Lahko prebereš vse najboljše knjige o podjetnikih na svetu, pa ne boš nikoli podjetnik. Ne? Lahko prebereš vso mistično literaturo, pa ne boš nikoli mistik. Ne? In doživeti ali pa izkušnjo ali pa pripravljenost soočiti se s strahovi in iz tega nekako destilirati pogum ali pa vero v življenje ali pa drugačno pot, je tisto, kar se mi zdi, da šteje. In recimo, ne vem, ta refleks posnemanja in primerjanja, ne, ki je preživetveno orodje. Cerkev ugrabila na tak način, da je pač govorila, ne, posnemajte Jezusa. Ne? In kot popolno bitje, popolna morala. Ne? Tako, in kot pač pravi Jung za tem, ne, da damo te vzore ven, da jih postavimo nekam na oltar ali pa piedestal, v končni fazi na križ. Ne? Da v bistvu nam ne pomagajo, ker niso v nas noter. Ne? In v nas se potem razraščajo ravno te dimenzije kolektivnega, nezavednega, ne, arhetipi, ki jih dejansko nočemo, ki so nasprotje. Ne, in on pravi, da bolj kot častimo Jezusa, bolj postajamo pogani, ne, bolj se vračamo glih tistemu. Bolj nisi Jezus. Proti čemu se cerkev boji. Zato pač to neko sprejemanje in razumevanje, ne, kar sem prej že govoril, da imaš v sebi nasprotje, ne, kot ima zdaj Kenan Crnkić, novo knjigo Pazi, katerega volka hraniš, ne, ki govori o tej indijanski zgodbi, kjer dedek razlaga svojemu vnuku, da v nas bivata dva volka, ne, bel in črn, ker bel predstavlja vse dobro, empatijo, sodelovanje, lepoto življenja, ljubezen, ne, črn pa ambicioznost, pohlep, zlo, ne. In pač potem vnuk vpraša tega poglavarja, kateri pa zmaga, ne, in on odvrne tisti, katerega hraniš. Ne. In zdi se mi, da to, da dovolimo si sence, da si dovolimo tudi negativno, to zdaj ne pomeni, da moraš iti streljati na ulici, ne. Ampak da se nenehno ne boriš z nečim, kar pač ti samo nekako pustoši tvojo energijo, te dejansko ta ideja celovitosti, ne, ta, kako vsi znamo narisati yin yang, ne, pa ga v bistvu zelo malo ljudi potem razume, ne, da gre za res to sobivanje nasproti, ne, kar nas dela celovite, kar nas dela ljudi, da je to tisto, ki potem nekako usmerja na neko pravo pot. In v bistvu gre samo za to, da ohraniš dovolj energije, da se ne boriš nenehno. Ne. Zdaj se vsi borimo nenehno za srečo, pa vsi se borimo nenehno, ne vem, za svojimi demoni, ne. In tudi pri tem pozabljamo, ne, da recimo tudi filozofska smer eudaimonizem, ne, ki bi naj bila ideja o sreči oziroma o notranjem veselju in radosti, ne, da ta daimon, ne, je dejansko demon, ne, ampak je eudaimon, ne, je pomeni dober demon. Ne. Tako da imamo dobre demone, imamo slabe demone in pač gre za to, da jih prepoznamo in da jih znamo, da si jih dovolimo. Ker če si jih ne, se začne štala, ne. Pol se začnejo projekcije, ne. Naš sosed je pokvarjen, zloben, škrt, zavisten, in se moramo vprašati, zakaj nam gre to na živce. Če nam gre točno to na živce, ima to opraviti za nami. Ne? In če nam gre na živce, da so eni pohlepni bogataši, se moramo vprašati, če nismo mi isto in jim delamo krivico, ker jih samo tako vidimo. Ne? Zato je dobro razumeti, kako smo tudi narejeni v tem malo bolj eteričnem smislu, ne samo kako naši možgani delujejo. Ne? Ker zdaj je veliko o tem dopamin, serotonin, endorfini, etc. Ampak tudi na duševni ravni moramo razumeti. Eni ljudje rabijo malo bolj, kako bi rekel, malo bolj materialističen
način razumevanja teh stvari. Ja. Zelo pomaga, da reče, klej kemija, imam serotonin, imam dopamin, ne? Se pravi, kaj moram delati, da... Ne? Ja, vem, sam zdaj si rekel, tle je kemija, in pol kaj je odgovor? Farmacija, ne? Ne, rečejo, ni nujno. Ni nujno, ampak tako pa deluje, ne? Vadba, recimo, spodbuja serotonin. Seveda, ampak glej, če gledaš na Netflixu dokumentarec o možganih, in tam takoj to dopamin, serotonin, vse se lepo razloži, neuroznanost in pol odgovor je, medikacija, se pravi antidepresivi, so 10% učinkovitejši od meditacije, ne? Se pravi, to je zlobirano sporočilo. Bi rekel, da je bolj učinkovito. Ne, oni so rekli, da je bolj učinkovito, ampak to sporočilo je... Sem je malo bolj učinkovito. Ampak zakaj, kako to vemo? Je verjetno po nekih raziskavah. Kakšnih? Zdaj pač govorim o tem, kako je treba biti pazljiv spet, da se ta sodobna industrija well-beinga, ki je industrija, spet ne nagovarja istih področji, ki se jih dejansko hočemo izogniti. In recimo naslednja stvar v dokumentarcu je bila aplikacija za mindfulness, Calm pa kaj še ta drug, Headspace, recimo. To sta bila dva zelo marketinška odgovora na to. Ni bilo o tem, kako Jung govori o naših sencah, pa o tem, kako v bistvu tolmačiti svoje sanje, pa kako dejansko avtonomno odkrivati svoj pot. Ampak je bila spet ponujena instantna rešitev, kjer pač moraš imeti Calm ali pa Headspace jasno na svojem telefonu inštaliran, zato da pripadaš. Se ti pa imaš tudi Calm pa Headspace. Ali pa, kot mi je nedavno rekla ena nutricionistka na pregledu, kjer pač večina Američanov, ki pride, turistov ali pa zahodnjakov na splošno, v njihovo ustanovo za okrevanje, hoče v 10 dneh nadoknaditi za 40-50 let napačnega življenja. In so v bistvu večinoma 70-80% vsi na antidepresivih, vsi porušeno ravnovesje v telesu posledično in iščejo hitre rešitve, kako nadaljevati z nekaterimi stvarmi. In to v bistvu ni odgovor. Zato je pač vedno treba biti pazljiv, kar se industrije, katerekoli industrije tiče. Če rečemo zdaj industrija sreče ali pa industrija mindfulnessa ali pa čuječnosti, je pač industrija, ki ima svoje interese. Zato je odkrivati svojo pot v bistvu zelo pomembno. Zato jaz tudi pravim, jaz knjigo ne dajem nobenih navodil za življenje. To je samo pač na pladnju postreženih nekaj resnic ali pa mojih izkušenj in izkustva, do katerega sem se pač prigaral. In vsak si mora pač najti res neko svojo pot. Kako pa gledaš na to tovarno, kjer delamo v bistvu naslednje generacije, na šolski sistem? Nekaj sva se sicer dotaknili na tega, glede vrednot, ampak tukaj v povezavi s tem kreativnostjo, o katerem ti ful govoriš, kako je dobro za posameznika, za zdrav bit v telesu, dobro biti kreativen in nekaj ustvarjati za družbo. Kako gledaš na šolski sistem? Tvoja hčerka še ni v njemu? V prvem razredu. Kot starš, recimo, kako razmišljaš o tem? Seveda to gledam neločljivo na večjih področjih. Se pravi, eno kot strokovnjak za kreativnost, drugo kot starš, tretje kot pač produkt tega sistema. In kar je zelo pomembno je, in kar tudi v knjigi zelo izpostavljam, je to, da si moramo stvari dovoliti. In če pridemo do področja kreativnosti, imamo Slovenci ali pa tudi globalno, ko rečemo, kreativnost prepovedano. Lahko gre za samo prepoved, ki je lahko posledica, da smo v vrtcu iz papirja naredili origami, ki je bil v naši glavi labod, pa je vzgojiteljica rekla, da pa to niti slučajno ni labod. In se pravi, v seštevku takšnih interakcij, kjer so pač učitelji res zelo pomembni, da občutek, da smo vsi kreativni, dovolijo v naših glavah in predvsem v naših dušah, se ta kreativnost potem več ne manifestira v naših življenjih.
In ta mandat, da smo kreativni, si lahko znova podelimo na katerikoli točki življenja. Ne? In zato smo tudi oglaševalci ali pa modne industrije ali pa založništvo nekako monopolizirali to z temi levimi prilastki, kjer smo kreativni direktor, kreativni ustvarjalec, kreativni producent, kreator, ne? Se pravi ta res mogočna, ne? Mi smo ti, ki ustvarjajo. Nekako s tem izropali ljudi, da se počutijo kreativni, ker to je poleg ljubezni ena izmed najmočnejših sil v našem življenju. Ne? In seveda izobraževalni sistem je nekako talec tudi teh uravnilovk, kjer pač moramo z nekimi vatli oceniti prizadevanja ljudi, zato da pač, zberejo dovolj točk, da se vpišejo naprej in si oblikujejo življenje na podlagi teh točk, delati zelo veliko kompromisov pri ustvarjalnosti. In zato neko osvoboditev od ne samo neke nesrečnosti v tem smislu, da nisi zadovoljen v svojem življenju, pomeni osvoboditev teh kapacitet, te zaloge ustvarjalnosti, ki je pač tam globoko noter in si želi, da eksplodira in si želi, da pač naš končno reče, dajmo začeti, ne. Ampak to niso zdaj pobarvanke za odrasle, ne. To gre za to, da si res dovoliš, da, nekdo je izvrsten avtomehanik in sfrizira avto tak, da noro dobro izgleda. To je nora ustvarjalnost. Nekdo dela izvrsten kruh, nekdo dela izvrstne fotografije. In zdaj, recimo, kar je, pa sem jaz tak precej kritičen do sodobnih tehnologij, ne? Kaj je prednost teh tehnologij, je, da lahko to kreativnost dejansko pomagajo spraviti na plano. Ne? Z sodobnimi telefoni si lahko izvrsten fotograf in lahko dejansko ustvarjaš neke stvari. Dostop imamo do izjemnih informacij ali do somišljenikov in kreativno sodelujemo in delimo to energijo. Ne? In vse to je seveda lepo, krasno in moramo v življenju do tega dostopati ob privzetku, da pač si to dovolimo. In to je najtežji del. Zato, ker je ta spet manj vrednostni kompleks, ki ga imamo, ne? Jaz pa nisem kreativen, jaz pa nisem Bagola, jaz pa nisem Klemen, jaz pa nisem ne vem kdo in ne vem kaj. Ta ovira, ta glas noter, ki je lahko posledica glasu staršev, prednikov, okolja, zgodovine, ta glas je v bistvu treba premagati. In res se začne mogoče zahteva ali pa priložnost za prevrednotenje našega naroda, da bo še bolj kreativen, ker smo zelo kreativni. Ne? Tako da tudi v izobraževalne institucije ne da potvarjamo zgodovino, ampak nehamo z tem v bistvu kurikulumom, ki nam vsiljuje idejo našega naroda kot nenehno podredljivega, kot naroda, ki je imel gospodarje, naroda, ki je uspel na vrednotah, pridnosti, hkrati pa sovraštva do svojih gospodarjev. Spravi, vsa ta literatura, ki pač je zgodovinsko relevantna, ne, ima zagotovo še drobce veliko bolj pozitivnega, ne, ker ko se to nalaga v našo zavest, ki ima seveda v nezavednem ta kres že do dobra naložen, ne, se potem ta iskra splamti v ogenj, ki ni ogenj, strasti do ustvarjanja, ampak ogenj, ki posledično vodi do izgorelosti. In razumevanje pomembnosti izobraževanja v tem smislu, da ti je res dober učitelj, odklene tvoj potencial ali pa ti dovoli tvojo edinstvenost in jo spodbuja in jo prepozna, ne pa da sili k uravnilovki in k zgolj nekemu določanju v sistemu, je nekaj neprecenljivega. Ne? In v bistvu pol vidiš učitelje, vzgojitelje ali profesorje, ki sami sebi so to dovolili, ne? In tisti delajo v tem smislu naprej. In seveda imaš tiste, ki so zatiralci tega in so, mali avtokrati v svojem
mikrookolju in to navidezno moč hkrati nekako uporabljajo za gašenje teh isker kreativnosti. Zato pač izobraževanje s tem je zelo, zelo pomemben. Tudi mislim, da odnos politike in izobraževanja je sila pomemben in se mu namenja premalo pozornosti. Ne? Ker spet vsi hlepimo po tem odmerku zunanje vznemirljivosti. Ne? Se pravi, kreativnost tebi omogoča izpolnjenost, vznemirljivost, ki je noter, ki je tvoja. Ne? In če to si sposoben zagotoviti, da si to dovoliš, ne rabiš medijev, ne rabiš poročil, ne rabiš filmov, ne rabiš zunanje kreativnosti. Ne? Kot če si Jezus v sebi, ne rabiš zunanjega Jezusa, ne? Ker si resničen Jezus tu noter. Ne? Tako, če si kreativen, ne rabiš vznemirjenja oddaje zvečer, kjer se politiki bodejo, kjer Trump napada druge države in tako dalje in tako naprej. Zato, ker je vse v nas noter. Mi pa hlepimo za vznemirljivostjo tistega, kar je zunaj. Slabe novice nam sprožajo adrenalin, zato se počutimo bolj žive. Ne? Se pravi, to je zunanji vzrok za to, da našo tesnobo ali pa praznino zafilamo. Nenehno ždenje na Instagramu, kjer srčki blinkajo, ne, je zunanji dražljaj za to, da dobimo dopamin. Ne? Se pravi, z kreativnostjo, ne, ali pa z aktivnostjo, ali pa z sodelovanjem, z rekreacijo, z meditacijo, ne, dobimo vse to od znotraj. In to je ključna razlika za izpolnjeno življenje ali pa zapolnjeno življenje. Se pravi, s tem zapolnjujemo, izpolnjeno pa živimo od znotraj. Sej, tukaj si zelo dobro opredelil te dve skupini ljudi, ne, ki so kreatorji pa konsumerji oziroma potrošniki. Ne. In na internetu poznamo to pravilo, ki se mu reče 1% rule, ne, pravilo 1%. To pomeni, da 1% vse vsebine, ki obstaja na internetu, 99% vsebine ustvari 1% ljudi. Ne. In tukaj, ko smo se pogovarjali o šolskem sistemu, se mi zdi v prihodnosti še en drug problem, ki pa je avtomatizacija sistematiziranih delovnih mest. Ja. Se pravi, delovna mesta, ki ne bojo v svojemu koru bila ustvarjalna, bomo pač zamenjali za mašine oziroma za algoritme. Pa še drugi trend imamo tukaj, ki je outsourcing na druge dele sveta, ne, zakaj bi plačeval tukaj v Sloveniji. Ne. Primer je bil z Muro, ki so, že zdavnaj, ki so outsourcali na Poljsko ali nekam. Ne. Tako da tukaj se mi zdi ta problem ful velik, ne, ker se ljudje ne zavedajo, da so sami v sebi kreativni. Ne. In to zdaj človeštvo potrebuje. Ne. In oni potrebujejo, vsi potrebujemo. Ne. Ljudje se ne zavedamo, da smo v samem sebi si dovolj. In zato rabimo zunanje stvari in zato rabimo zunanje reči in pač za srečo pa ne rabiš zunanjih reči. Ne? In dokler je seveda pač naša pozornost usmerjena navzven in dokler to potencirajo naši strahovi, ne? Ker pač seveda nas je strah, ali bomo še imeli službe, ali bojo naši otroci lahko preživeli na tem planetu, ali bo, ne vem, pokojnin dovolj, da bomo živeli spoštovanja vredno pozno življenje in tak dalje in tak naprej. Je to seveda recept za to kolektivno katastrofičnost, no? Ki se sicer nikoli ne udejani, ne? Ok, se udejani v obliki svetovnih vojn, takšnih in drugačnih, predvsem pa gre za to katastrofičnost, ki nas samo izropa teh vsakdanjih užitkov nekega celovitega in izpolnjenega življenja. Ne? In potem se dogaja, ki so na ravni jezika, ne? Ko so prej o tem govorila, vrsta manipulacij, ki nam seveda spet kvarijo neko globalno počutje. Ne? Recimo, Amazon v svojih skladiščih operira znotraj zelo surovih delovnih pogojev, ne? Ker se dejansko zaposleni v teh ogromnih halah, skladiščih, ne? Jih je zelo malo, večino je robotiziranega dela, ne? Sploh ne smejo pogovarjati med sabo. Ne? To je dejansko neka robotizacija ali pa zvedenje človeškega bitja na nivo algoritma, ne, oziroma robota. Ne. In kaj so pač v poplavi kritik in
izpovedi o res za duševno zdravje katastrofalnih pogojih dela v teh skladiščih naredili, je to, da so svoje skladišča poimenovali v centre za izpolnitev, fulfillment centers, se jim reče. Niso skladišča, ampak fulfillment centers. Ne? In to je v bistvu, to je noro. Ne? In pač seveda, ko na to pristajamo, ko hitimo od ene novice k drugi, ne, kjer pač je ta silovitost dražljajev takšna, da se več ne zadržujemo nikjer, da bi pač, ne vem, to nagovorili tako in drugače, ali bi se s tem ukvarjali, ali bi od svojih predstavnikov, ki smo jih izvolili, zahtevali, ne, da so nacionalne ustave močnejše od korporativnih pravil in določil, ali sploh takih idej, ki se lahko zgodijo, ne, se spet hranimo za to vznemirljivostjo zunanjega, ne, in zamahnemo z roko. Ja, svet je pač tak, ne, kako se bo to končalo. Ne. In če nimamo zaupanja vase in zaupanja v življenje kot nekaj, kar nas vodi do izpolnitve ali pa kjer smo lahko srečni, samo prispevamo z svojim miselnim ustrojem k tem neverjetno velikem kapitalu katastrofičnosti, ne, in strahov. Ker ljudje na dan mislimo od 60 do 90 tisoč misli, ne, in po dognanjih kvantne fizike imajo naše misli energijo. Ne. In seveda, če pač razmišljamo o tem, koliko naše energije gre v hranjenje katastrofičnosti na tem svetu in kako malo si dejansko dovolimo hraniti zaupanje, sodelovanje, lepoto, življenja in vse te strani, ki so lepe, nam je lahko precej žal. Ne? In človeštvo recimo sedaj v enem dnevu na družbenih omrežjih porabi 7 do 10 milijard ur. Ne? Na dan 7 do 10 milijard ur preždimo na družbenih omrežjih, kjer se spet hranimo z temi iluzijami, z fantazijami, z navideznimi pričakovanji, ki jih ponotranjimo in nas je potem strah jih udejanjati, zato ker je za njih treba plačati zelo visoko ceno. Ne? Ja. Saj jaz temu rečem filter na filter na filter. Ne? Mi že sami po sebi filtriramo svet. Ne? Ja. Potem pa imamo tam, ne vem, če rečemo primer neke Kardashian, ne? Je v bistvu prvi filter nekako, lahko je celo lepotna operacija, potem je profesionalni fotograf, potem je profesionalna maskerka, potem je profesionalni Photoshop in potem so še neki filtri in potem to se da na Instagram. Algoritmi, Ja, in potem se da na Instagram in neka punčka, ki je stara 13, 14, 15 let, to gleda in dobi popolno, to je samo sfiltrirana realnost, ne? Dobi popolnoma napačno predstavo o tem, kar je lahko, kaj je realno. Ne? Mislim, problem je, ker pač filter, ne, kot jaz pravim, postane lifter. Se pravi, ne, vsa ta filtracija je v naših glavah sklop pričakovanj, ki jih ponotranjimo na ta način, da hlepimo po uprizoritvi recimo tega ideala na svoji časovnici, ne, kjer bo, ne vem, 14-letna punca, ne, potem poskušala zato, da se bo počutila isto odobravano ali pa podobno odobravano, ali pa zaradi zahtev v primitivnem delu svojih možganov, ki zahtevajo primerjanje in posnemanje, ne, šla dejansko to prizarjati na račun svoje integritete, ker se bo fotografirala. Pač Kim Kardashian se fotka zgoraj brez v zelo poceni, mesenih pozah in hkrati to ustoliči kot neko sodobno valuto, po drugi strani pa demokratizira takšno obliko pojavljanja. Ne? In ko pač to počneš kot multimilionar ali pa superzvezdnik, ki lahko gre naslednji dan ne vem, kamorkoli in je še vedno spoštovan, ne? Je to nekaj drugega, kot če si star 14 let in je pred tabo še vso življenje, ti pa v tej mladostni zaslepljenosti zatem narediš serijo fotografij, kjer si pomanjkljivo oblečen, ne? In te to kasneje v življenju zelo, zelo tepe. Se pravi, vsi smo soodgovorni, kakšne ideale ne samo uprizarjamo lahko kot, ne vem, vzorniki komu drugemu, ampak predvsem tudi kakšne reuprizarjamo kot sledilci nekoga. Ne? In pač dejansko danes ustvarjamo samo prazno in zaskrbljujočo vsebino.
Ja, zato jaz mislim, da ti si se osredotočil na demokracijo na začetku pogovora, ker to tudi je nek način demokracije. Če jaz kupam nekaj na Amazonu, s tem glasujem. Če lajkam nekaj, s tem glasujem. In v bistvu ustvarjam vrednote družbe. Zelo malo, ampak je demokracija. Nekje sem prebral, da je največji porast depresivnih epizod med temi punčkami med 13 pa 16 let. A si kaj razmišljal o tem, glede na to, da imaš hčerko, kako bi jo zaščitil, če prava beseda zaščitil, pred temi stvarmi. In strokovnjaki pravijo, da je mogoče največja krivda prav izključno pri Instagramu, prav dotično tem družbenemu omrežju. Zdaj imaš sicer še ta TikTok, sigurno poznaš, kar je to še bolj našponan, ker samo feed, ker ti algoritem servira, kaj te všeč. To je pa zdaj res podgance avtomatizirane na centru za... Ampak personaliziran. Ja, seveda. Vsaka podgana ima isto, in pa pogleda točno teb, kaj je najbolj všeč. Algoritem se nauči. Tako. Kako si razmišljal kaj o tem, kako bi jo zaščitil? Jaz mislim, da je edina zaščita, da privzgojiš otroku zaupanje vase oziroma pomembnost sprejemanja nekih lastnih odločitev. To je zelo, zelo težko in zdi se mi, da radikalni ukrepi, ker pač bi se jih kot starš, ki te seveda vedno skrbi in tudi vedno skrbiš, bi kdaj za zaščito svojega otroka z veseljem lotil, da ji ne daš tehnologije, da jo imaš v neki osami, ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Se pravi, poznam starše, ki nimajo televizije in pol otroci pridejo nekam, kjer je televizija in so kot začarani, prilepljeni na televizijski ekran. Se pravi, to je podobno kot pri cepljenju, kjer daš odmerek virusa, da telo samo razvije proti telesa. Tako moraš tudi z tehnologijo ravnati, da daš odmerek in potem priučiš dejansko razumevanje tega, kaj se zdaj dogaja, zakaj je to tako, zakaj. Ja, in meni se zdi, da je pač to nek pravi pristop k temu, se pravi, da razumejo, kako tehnologija deluje, zato se mi zdi, da je v šolah pomemben ta predmet medijske vzgoje in jaz tudi veliko predavam po šolah o učinkih tehnologije na naše možgane in recimo, ko vidim potem reakcije 14 do 20 letnikov na te stvari, sem ohrabren ali pa opogumljen v ideji, da mladi zelo razumejo, kaj se jim dogaja, ko jim ene stvari plastično razkrinkaš, ko jim ozadje tehnologij razkrinkaš na način, da gre za ugrabljanje možganov, ki je načrtno, ki je potencirano, ki zahteva njihovo pozornost in ugrablja njihova življenja. In to je recimo zelo pomemben del tudi pogovora v sodobni družbi, kjer je edini izhod, spet se vračam k demokraciji, pritisk na politike, da zaščitijo uporabnike. Ker to se ne dogaja. Še vedno smo v fazi, kjer dajemo grozljive nalepke na cigarete, na sladke pijače, ampak edina stvar, ki bi morala biti, oziroma prva stvar, ki bi morala biti opremljena z grozljivimi nalepkami, je mobilni telefon. In to ne samo za mladostnike, ampak tudi za vse, ker si dejansko ne predstavljamo rušilnosti te energije, ki pride z prekomerno, neodgovorno in zlorabljeno uporabo, zlorabljeno predvsem z strani korporacij. In recimo tudi sam sem veliko, na Instagramu, ki mi služi kot dobro promocijsko orodje in tudi nek outlet, ampak se vsakič opomnim, kaj se zdaj dogaja. Ko že avtomatsko spet odpiram, možgani grejo po bombonjero, po dopamin, odložim, ko 5 popoldne telefon v garderobo noter, spi se zelo daleč stran od telefona. In isto, Sofiji dovolim 15-20 minut, da pogleda stvari in potem tudi pogledava, kaj je gledala in razloži mi, zakaj je, unih vsebin, ki lahko jih drsaš, kaj boš naprej gledal neskončno in kako to slabo vpliva na možgane, ali pa konsens. Ko se boš pol ure igral na vrtu, dobiš telefon za 10 minut. Se pravi, pač
moramo ukrepati. Ja, postavljanje meja. In postavljanje meja je eno izmed ključnih orodij. Ne samo v smislu tega, kar pišem v knjigi, kako okrevati po izgorelosti, nekako z magično besedo, ne priti nazaj do svoje suverenosti, do tega, da se ne oprtaš spet z pričakovanji drugih, ker boš za vse poskrbel, vse naredil in tako naprej, ampak tudi postavljanje meja v vseh ostalih odnosih, ne? Z otrokom, z družbo, z politiko in tako dalje in tako naprej. In mi dejansko ne znamo postavljati meja, ne? In si pač dovolimo, da se nas vse dotakne, da se vsa pričakovanja usidrajo v nas kot zahteve po delovanju, ne? Ker pač vidimo vse okoli sebe in se nam to avtomatsko prevaja v, ok, jaz moram imeti vse to, zato da bom srečen, potem, ko imamo vse to, ugotovimo, da imajo drugi več in spet se ta recept ponovi. In to je sam recept za katastrofo in epidemijo izgorelosti. Hedonistična adaptacija, ne? To je en koncept iz psihologije, ne? Da v bistvu nikoli ni dovolj. Ne? Tako je. Ful se mi zdi pomembno to, kar si rekel glede omejitev pri otrocih, zato ker mislim, da do 25 leta oni sploh tega centra za zadrževanje nekih urgev nimajo razvidga. Ne? Ja, poleg tega se recimo v razvoju naših možganov tam v najstniških letih od 16 do 20 nekje centri za tveganje ful povečajo, ne? In to je pač čist fiziološki dejavnik, na katerega ne moremo vplivati, ne? In zato pač ta mladost je norost, se pravi, ko smo mladi, počnemo res traparije, ne? In zdaj, seveda, ko smo mi odraščali v nekem zavetju zelo primitivnih tehnologij, če pogledamo za nazaj, stacionarnega telefona, videorekorderja, ne? Commodore 64 in takih stvari, ne, smo lahko zelo srečni in hvaležni, da se nam je tako to dogajalo. Ne. Recimo, če smo kaj ušpičili ali pa naredili kaj trapastega, je to bodisi ostala neka varna anekdota znotraj kroga prijateljev ali pa pač neka, ne vem, vaška pripoved, ne. Danes pa je prvi refleks, recimo, pri vseh, če, ne vem, njihov prijatelj se napije do onemoglosti in bruha, da vzamejo telefon in snemajo, ne. In seveda tako nastaja poligon za veliko duševnega bremena, ker pač, ne vem, ker so pač tvoji možgani trapasti, ne? To se nekje manifestira, da nekdo vozi 200 na uro po mestu, ne, z avtomobilom, pa naredi nesrečo s smrtnim izidom, ne. Drugi se pač pomanjkljivo oblečeni pofotografirajo za Instagram, nekdo naredi domači seks video in tak dalje, ne. Seveda to v okolju, kjer te taka stvar, predvsem, ne vem, lahko neka banalna, kot sem pač naštel, ne, da si pijan ali pa da si pomanjkljivo oblečen, ne, zaradi hipne objavljivosti pred občinstvo, ki šteje milijarde, ne, lahko stane tvojega nadaljnega življenja, kjer si pač zasramovan, kjer si novica na televiziji, kjer si žrtev blatenja, nasilja, cyberbullyinga, skratka okolij, ki so, tudi če se take stvari ne zgodijo, sama po sebi neverjetno sovražna. Ne? Zdaj žena Justina Bieberja, ne, je prav javno spregovorila, sicer na Twitterju, o tem, da ne more več prenašati odmerka sovraštva, ki je namenjeno njej, samo zato, ker je žena od Justina Bieberja in ker je pač nasledila Seleno Gomez. Ne? In zdaj pač vsi fani Selene Gomez jo pač obmetavajo z sovraštvom. Ne? In ona ima 21 milijonov sledilcev. Ne? Seveda, kapaciteta tega je, ne? Če se dejansko spustiš in pustiš blizu, ne, to sebi, je grozljiva. Ampak danes mladim rečemo digitalni domorodci, ne, se pravi, da so zraščeni s tehnologijami. Ne. In recimo moja generacija zna ločiti, ok, to je tehnologija, to je moj avatar, to nisem jaz. Oni več tega nimajo, ker te povezave v možganih niso tako vzpostavljene. Oni so zliti v eno z tehnologijo. Ne. In zato so ti pritiski
siloviti. Ne? In še nekaj je pomembno. Ne? Recimo, mi smo imeli to priložnost, da smo eksperimentirali z mladostjo. Mladost je namenjena za to. To ne pomeni eksperimentiranje z drogami, ampak z identiteto. Ne? Pač imeli smo grunge band, imeli smo rock band, potem smo imeli malo bolj pop band, potem smo imeli funky band. Enkrat sem šel plesati v ambasado Gavioli kot raver, potem sem spet prišel tako in drugače napravljen kam drugam in ugotavljal sem, kaj je pač. Zakaj sem jaz poklican na ta svet, kaj mi je fajn, kaj mi dogaja, kaj mi je blizu. Ne? Danes pa mladi, takoj ko grejo na družbeno omrežje, to od njih zahteva, da se brandirajo. Se pravi, da se brandirajo po zelo strokovnih načelih, ki jih mi uporabljamo v agenciji. Da najdejo najboljšo fotografijo, ne? Da opišejo v parih vrsticah nekaj, kaj jih opredeljuje. To je slogan. Mislili si morajo svoj slogan. In predvsem potem mora algoritem, morajo ostati konsistentni, ne? To je zelo pomembno, da te algoritem nagrajuje. Da dobivajo več followerjev, da dobivajo več srčkov, da dobivajo več komentarjev, se pravi, da dobivajo več družbene validacije in te potrditve. In to jim onemogoča, da sploh ugotovijo, kaj so. Ti ne moreš pri 14 odpreti Instagram accounta in napisati, jaz sem to in potem zdaj vztraja do 40. leta zato, da boš imel največji ta fiktivni izplen te potrditve, validacije, pripadanja. Ne? In to je grozljivo, ne? Da več mladost ni teren za eksperimentiranje, ampak zato, da se predstavljaš kot neka odrasla oseba, ki je pogruntala, kaj življenje je. Ker dejansko, ko bereš pol njihove te captione, to, kar napišejo, ne, to pač so neki citati, ne vem, iz ljudi, ki so pač nekaj razmišljali o življenju. Vse je fajn. Glej, to nisi ti, ne. Ti moraš odkrivati, ti moraš biti kreativen, ti moraš izkusiti življenje. In to jim je onemogočeno in ukradeno. In velikokrat neopravičeno uperjamo prst v njih in pozabljamo, da smo ravno mi tisti, ki smo jim te tehnologije omogočili, ponudili v roke in jih neizprašano pustili same z njimi. Ne? Ja, da se ukvarjajo samo s to površinskim delom. Ampak niso sami krivi, zato ker se zdi, kot da je to pričakovanje, da je to od njih pričakovano. So pa odgovorni, ne? Zato ker bojo oni pokasirali slabe posledice tega. Ne? Ja, ampak to je še dodatno breme. Odgovornost. To je še ful dodatno breme. To bo zelo zanimivo videti, ne? Sej to bomo doživela, ne? Ker se tako hiter svet premika. 10-20 let bojo že vidne posledice. Ja, ampak po drugi strani sem pa tudi nekako pozitivno naravnan k temu, ker pač, če prav se ne vem, pol tam punce pri 18 opremljajo z nekimi res duhovnimi kvoti in nekimi citati na Instagramu, pa to lahko tudi pomeni, da pa vsaka generacija, ki prihaja, in po moje to je tudi neko evolucijsko navodilo, je duhovno malo bolj ozaveščena od prejšnje. Zdi se mi, da je lahko to vseeno dober moment, ko pač tudi jih veliko ugotovi na določeni točki. Glej, Instagram, karkoli že, je neka fabrikacija, ki me dela nesrečnega in potem začne raziskovati. In to je veliko več za opaziti pri mladih in ta neka duhovna zatočišča ali pa ne vem, meditacijske prakse ali pa odkrivanje življenja, ne zgolj zaradi tega, ker si tako influencer, ki vsak teden objavi drugo lokacijo, ki jo je pač prepotoval, ampak ker si človek, ki je radoveden in dejansko želi izpolnjeno živeti, da je to lahko dober premik v to smerno. Ja, oboje je istočasno resne. Oboje, ena pozitivna stvar se dogaja, nekaj negativnih. Ja, sej, pač nasprotje. Ampak nažalost je problem v tem, ker še nikoli v zgodovini človeštva tehnologije niso bile tako potentne, kot so v tem trenutku in nikoli ni tako malo številno tako malo korporacij nadzorovalo v bistvu skoraj celotnega ekosistema. In še nikoli o sebi nismo sporočali toliko, kot sporočamo zdaj, in še nikoli niso ti podatki, ki jih s tem oddamo, bili uporabljeni nam nazaj v škodo.
Ja, pa še nikoli nisi mogel priti do teh informacij, recimo, kot si jo ti zdaj ven daješ, ne, prek teh medijev. Ne. Lažje pridejo informacije okrog. Tako da, če si bil ti, ne vem, pred 100 leti, 150 leti z isto težavo, ne, si imel par ljudi v vasi, s katerimi si se lahko pogovoril, so rekli, jaz ne vem, kaj imaš. Ne. Ja, k duhovniku si šel. Ja, ja recimo. Ne, pa za partnerske nasvete tudi ne. Ali pa vraču. Ja. Ja. Še ene par kratkih vprašanj imam za na koncu. V teh sem najslabši. V kratkih ne dajmo. No, bomo videli. Kaj še nasvet bi dal enemu pametnemu, ambicioznemu študentu, ki zdaj študira, če bi mu mogel dati samo en nasvet, recimo? Zagotovo je to zaupanje v nek notranji glas, ki je vedno nekako pregažen z vsemi temi bleščavimi pričakovanji družbe, in to je, da če ne čuti svoje izbire študija, pa se je pri tem res potrudil, mogoče to res ni pravo zanj, ne? In da pri tem ne rabi izpolniti pričakovanj svojih staršev, če je mogoče poklic izbral ali izbrala zaradi njih, ne? In da to brskanje po sebi vodi v celovito in izpolnjeno pot. Kjer nasvet bi pa mogel recimo ignorirati, kaj ga dobijo? Mislim, nasveti so tak, no, v bistvu jih je enostavno dajati, no. In če pač nekdo da nasvet, mora biti ta posledica izkustva človeka, ki ga daje. Se pravi, takim nasvetom gre zaupati, ampak pri tem je dobro vedeti, ali so vajne vrednote iste, podobne, in zato je, pravim, ta inventura sebe, nenehna inventura sebe, tudi zelo pomembna za to, da sledi ta invencija sebe, da se res odkriješ. No? V kaj verjameš, s čimer se večina ljudi ne bi strinjala? Verjamem v dobro v ljudeh. Aha. In verjamem v slabo v ljudeh, in da pač se ne dogajajo te škodljive sabotaže in projekcije, kjer slabo potem lepimo na vse druge okoli sebe, si moramo dovoliti oboje, zato da lahko krepimo dobro. Kaj pa je tvoj plan, recimo, v naslednjih 5 letih? Ne? Zdaj si v bistvu ful več govoriš o tem, o svojem notranjem svetu. A je to na področju knjig, ali na področju ustvarjanja, ne? Če imaš kakšno vizijo oziroma cilje? V bistvu nimam prav nobene vizije. To vprašanje, ki se vidiš čez 5 let, se mi zdi ena taka zahodnjaška korporativna inštitucija, ki te prisili v to, da se ujameš v pričakovanja drugih. In čeprav je ciljna naravnanost dobra, ne, tudi pri okrevanju sem imel neko ciljno naravnanost, ne gre vse vstaviti na to, ker tudi brezciljnost v življenju je pomembna in lahko pač privede do nekih spontanih stvari, do tega, da ustvarjalnost, ki je vedno nepredvidljiva, nekako položi drugačne usmeritve za tvoje življenje. In to se mi zdi pač nek načrt, da se še bolj prepuščam ustvarjalnosti za čim manj pričakovanj drugih. Cool, super. A boš podpisal tole knjigo? Z največjim veseljem. Pa jo bom jaz enemu poslal? Z največjim veseljem. Se prav ponavadi imam tako, tisk, ki mi prvi privat napiše, cool, mu jo pač pošljem na domači naslov. The best. Ful hvala, Aljoša. Z veseljem. Thanks. Hvala.